Najlepša hvala tudi najprej organizatorju za povabilo, za to priložnost, potem pa tudi mojemu predhodniku Marku za to, da je CSA tako lepo nazorno razložil, tako da se lahko jaz malce bolj na osebni vidik osredotočim, Mi koordiniramo malce manjšo CSA akcijo v Twinning shemi, in sicer nas je 4 partnerji, Izkušnja je pa ta osebna izkušnja, ki jo imam, je pa v bistvu izkušnja o prehodu med eno RIA akcijo pa med CSA akcijo in bom malce nakazal, kako sem moral spremeniti razmišljanje kot koordinator CSA akcije, ko sem prihajal z izkušnjami iz raziskovalnih projektov, V to smer bo šla moja prezentacija oziroma predstavitev, Nekaj o projektu, nakazal sem že, da imamo v bistvu 4 partnerje, poleg nas zraven še Politehnika iz Barcelone, Imperial College London, kar je posebna izkušnja z Brexitom, pa Chalmers iz Švedske, Tehnične podatke lahko malce si preberete. Gre pa za mehanizem širitev udeležbe in razširjanja odličnosti, kot smo dejali, CSA aktivnost, In tu v bistvu lahko kar priznam, da smo poskusili večkrat, in da prva prijava ni bila uspešna. Ni bila pa uspešna zelo verjetno zaradi tega, ker smo malce preveč raziskovalno razmišljali o celotni zadevi, Namreč, če pogledamo malo zgodovino, s katere izhajamo, ali pa tak naš pedigre, lahko ugotovimo, da smo imeli veliko temeljnih projektov, veliko raziskovalnih projektov, praktično nič pa nismo pridobili na nivoju nekega mreženja oziroma CSA aktivnosti, Specializirali smo se za obdelavo informacij iz površinskih mišičnih signalov in tam smo res eni izmed vodilnih na svetu, v bistvu nas druge inštitucije najamejo za to, drugi raziskovalni centri nas najamejo za to, da mi podamo interpretacijo, kaj se v površinskih elektromiogramih, ki jih takole z temi elektrodami na desnih vidite, merimo. In ker smo relativno iskani, smo bili nekako samozadostni in smo se malo tudi ujeli v eno tako past razmišljanja, Kje je bila zdaj tista past, Ko smo začeli v CSA akciji razmišljati, smo rekli, mi smo na skeletnih mišicah, mi smo na elektromiogramih, o korteksu, o možganih smo relativno neizkušeni in smo poiskali partnerje, ki imajo pa ravno te komplementarne znanstvene izkušnje, se pravi, iskali smo nekoga, ki dobro obvlada dekodiranje kortikalnih aktivnosti in inverzno tomografijo, potem Britanci oziroma London imajo zelo dober sistem bionike in vmesnikov mišice stroj, Chalmers, Švedska, ima pa večkanalne igelne elektromiograme, kar zelo dobro dopolnjuje površinske elektromiograme, kajti s površinskimi vidiš samo nekaj centimetrov v notranjost telesa, z igelnim pa lahko greš veliko dlje, In takrat se nam je zdelo v redu, tole je pa kar ena taka koherentna, komplementarna slika, in smo prvo prijavo oddali, seveda smo šli v tisti smeri priporočil za CSA-je in tako naprej, ampak smo prišli nekje 90% poti, tistih zadnjih 10 najpomembnejših, če gledam tako nazaj, nam je zmanjkalo, In smo bili prvič zavarjeni, neuspešni in potem seveda se človek usede in se vpraša, pa kaj pa je zdaj bilo narobe in tako naprej. In smo res naslovili vse te elemente, šli smo še enkrat brati vse razpis, posvetovali smo se, In potem v tej naslednji iteraciji smo veliko bolj eksaktno pokrili teh zadnjih 10%, In smo nekako, se bom tako izrazil, imeli srečo,
da poleg tega, da so nas znanstveno zelo lepo partnerji dopolnjevali, da so, imeli tudi zelo, zelo dobro razvite ekosisteme in da smo potem preko analize prve neuspešne prijave nekako, naredili tudi gap analizo našega ekosistema in ugotovili, da druge univerze imajo, precej več pozornosti posvečajo določenim aspektom od upravljanja s podatki do vodenja projektov, a ne. In Barcelona in London sta med prvimi 5 industrijskimi vozlišči v Evropi. Chalmers, je namenil v zadnjih letih 30 milijonov evrov za enakost spolov. Mislim, da je to največ v Evropi, nisem preverjal, ampak tako so mi, švedski partnerji dejali, no. Skratka, začeli smo gledati tudi te komplementarnosti ekosistemov, ne samo, naše ožje rasti, v kateri smo, prej znanstveno delovali, a ne. In mislim, da je to tisto, kar je, prineslo en tak preboj, a ne. Potem ko imaš prvič prijavo že napisano, je veliko več časa, da se, v drugem poskusu posvetiš tem, detajlom in smo res šli zelo, zelo eksaktno čez vse cilje in smo pri vsakem cilju v bistvu naredili KPI-je, merljive KPI-je. Včasih smo isti KPI potem navedli tudi za različne, postavke tega cilja, a ne, ker vendarle je projekt finančno in časovno omejen, ampak res smo pazili, da smo praktično vse postavke pokrili s KPI-ji, a ne. In tele dodatne, no, tele dodatne, ki so zelo, zelo pomembne za CSA, se pravi, da smo, tako kot sem rekel, skušali stopiti čez okvirje raziskovanja, a ne, in narediti vpliv. Precej smo se potem morali tudi, kot je Marko pred mano rekel, a ne, ukvarjati z raznimi družbenimi omrežji pa z, podobo, tako da imamo marsikatero, aktivnost, ki jo prej nismo izvajali, zdaj kar na tedenskem nivoju izvajamo, a ne. Osebno lahko rečem, da nisem bil najbolj pristaš teh družbenih omrežij, pa sem zdaj v vlogi koordinatorja malce, bil prisiljen to, narediti. Pa počasi tudi vidim, a ne, kje so koristi v smislu tega, da imamo vsi veliko pomanjkanje časa in da če nekoga na kratko in učinkovito opozoriš na svojo aktivnost, a ne, da ga pritegneš na sebe, in da je velika večja verjetnost, da bo potem šel pa malce več prebral o tem, kaj se ukvarjaš, a ne. Skratka, res smo tale puzzle, zelo premišljeno sestavili. Imeli smo dovolj časa v ponovnem poskusu in smo res, tako kot sem rekel, vse lepo s KPI-ji pokrili. Tu si zdaj vzemite čas, če prvič srečujete z vsem skupaj. Tako kot je moj predhodnik zapisal, a ne, projektna prijava traja, a ne, in je prav, da imate čas za cikle, a ne. Mi smo vedno, ko smo bili zadovoljni, smo potem dali malce, stvar na stran, pa smo čez nekaj časa malo pogledali pa smo rekli, a še lahko gremo kaj drugače, a smo lahko še kaj, drugače, tako naprej. In smo potem vedno tehtaš, no, kaj je tisto, kar je še izvedljivo, pa kaj je tisto, kar bo pomenilo, preboj. En tak kompromis, je treba skleniti in v določenih aspektih je treba biti drzen, a ne, je treba iti iz svoje cone, ugodja in stopiti kar nekaj korakov dlje. Kar se same, strukture projekta tiče, mislim, da nismo naredili nič kaj posebnega, tile delovni sklopi so bolj ali manj standardni, a ne, jih poznamo iz vseh prijav.
ampak, res pa je, da smo pri vsaki izmed teh aktivnosti res, naredili stvar merljivo, pa zelo, zelo veliko pozornost smo posvetili temu mednarodnemu vozlišču, a ne. Dobro smo, analizirali stanje na področju biomedicinske tehnike, se pravi obdelave signalov in slik, pogledali, kaj ostale skupnosti v razpoznavanju vzorcev imajo, kar ta skupnost nima in tako naprej. Te gap analize so bile kar osrednji del naših pogovorov, naših pričakovanj in potem, res smo, veliko, veliko pozornost, temu vozišču, posvetili, in ko smo dobili evalvacijo, nazaj, je bilo zelo zanimivo videti, da so ravno te, dodatne, aktivnosti zelo, zelo, zelo pretehtale v mnenjih, a ne. Gender equality, International Hub, Analysis of State, Impact, to je bilo izpostavljeno v ocenah evalvatorjev, a ne, tako da smo imeli zelo, zelo lepe ocene, a ne. Seveda je vedno to malce pot v neznano. Treba je malce, pogledati, analizirati družbo, res se vprašati, kak vpliv lahko narediš, a ne. Treba iti čez te znanstvene referate in prispevke. Treba se vprašati, kako nas dojema širša skupnost in zakaj nas tako dojema. In treba se vprašati, kako, boš stopil v stik z njo oziroma kako boš naslovil različno ciljno publiko, da boš naredil kar največji, vpliv na družbo. Tako, zdaj, če lahko dodam še malce, izkušnje zdaj, ko koordiniramo, a ne. Ravno tako kot pri predhodniku, tudi mi smo začeli, na začetku letošnjega leta, in v bistvu se prvič srečujem z vlogo koordinatorja evropskega projekta, ARIS projekte smo že koordinirali, obvladamo. Tu je zdaj pač treba imeti dobro pregled nad časovnico projekta, a ne, in mi imamo res, redne sestanke. Precej pomaga, da se partnerji že kar nekaj let poznamo, in smo točno vedeli, kaj lahko od koga pričakujemo, tako da nekih neznank pri nas ni bilo v smislu tega, da se ne bi poznali, in je lahko tudi, komunikacija precej, učinkovita. Imeli smo pa tudi malce sreče, kajti sestrski projekt EpiBoosti recimo, organizira eno tako mrežo koordinatorjev, sorodnih projektov, tako da v tej mreži zdaj intenzivno sodelujemo, se izmenjujemo, sprašujemo en drugega, kako to, oni rešujejo. Malce dobiš, vpogled tudi v komunikacijo drugih s, PO-ji, a ne. Tudi mi redno komuniciramo z našim PO-jem, a ne. Ja, kot sem rekel, so pa specifična področja, je specifično področje, tu je zraven etika, tu so, tu je dostop do pacientov in tako naprej, tako da, preboj, vpliv v kliniki, v klinični nevrologiji je svojevrsten izziv, a ne. Vlogo družbenih omrežij sem pa tudi že poudaril, se učimo in tak zadrtež, če se lahko tako izrazim, kot sem jaz, a ne, včasih, vidim, da družbena omrežja imajo zelo pomembno vlogo pri diseminaciji, in opozarjanju na dosežke, a ne. Vemo, koliko člankov se producira, vemo, koliko je revij, in, vemo, da nimamo časa vsega tako brati in da je fino, da smo nekako opozorjeni. Tako da imamo vse te kanale aktivno vzpostavljene, imamo ekipo mladih, raziskovalcev, ki koordinirajo te kanale, ki
upravljajo te kanale, a ne. Na ta način se oni urijo, pa tudi projekt, ima precej boljšo, vizibilnost, kot pa bi drugače imela vsa zgodba. Tako, toliko na kratko z moje strani, zdaj pa kar izvolite, če imate kaka vprašanja. Ja, najlepša hvala za to predstavitev. Mislim, da zdajle ni vprašanj, ker je, doktor Marko Šimic že nekaj odgovarjal, a ne. Ampak imam pa jaz eno vprašanje za vas, a ne, ke ste rekel, da se vam je splačalo iti še enkrat v prijavo, a ne, in da ste bili zdaj uspešni in čestitke, a ne. In zdaj me zanima, a bi še enkrat šli v to ali če imate še enkrat neuspešno prijavo, je preveč dela, se ne splača? Ne, ne, lahko, da je to osebnostna karakteristika, ampak, življenje te velikokrat spodbije, a ne, ni važno, kolikokrat padeš, važno je, kolikokrat vstaneš in, to non stop pridigamo našim študentom, a ne, in bi bilo malo čudno, če ne bi mi potem tega prakticirali, tako da ja. Kot vsi imam tudi jaz veliko neuspelih prijav, ampak to, malo grenkega priokusa da na začetku, potem pa te samo spodbudi, da poskusiš malo drugače, a ne, na napakah se učimo. Tako je to. Ampak, lahko, da je kaj genetske trme zraven, v tem odgovoru, no. Ja. Potem svetujete, da pač se vztraja pri prijavah, tudi če Absolutno, ste ... na napakah se je pa treba učiti, a ne. Treba je pogledati pa analizirati, kaj pa zakaj. Morda nismo dobro razložili, morda smo imeli v glavi fantastično sliko, ampak jo nismo prav prelili na papir. Nekaj je že bilo narobe, da nas na drugem koncu niso dobro razumeli, a ne, in vedno se je treba vprašati, kje se lahko še izboljša prijava. In tega ne vzeti kot, ne vem, osebno žalitev, vzemite to kot osebno rast. Poskusite znova. V redu, hvala. Imamo še eno vprašanje, tako da bi kar, kolegico prosila. Pozdravljeni. Ali vam bo koordinatorstvo tega CSA projekta pomagalo pri večji uspešnosti pri novih RIA projektih? Mreženje je vedno pomembno, ne, in ja, spoznavamo nove partnerje, predvsem na strani klinične nevrologije smo se zelo aktivno, lotili tega prebivanja in seveda, eden izmed KPI-jev, ki smo jih napovedali, so bili tudi, vsaj 3, EU prijave, na naslovu tega, tako da, smo bili kar ambiciozni in ostajamo ambiciozni in verjamemo, zato pa to delamo, a ne. Delamo ravno zaradi krepitve položaja, zaradi krepitve ekosistema, zaradi krepitve prepoznavnosti. Točno to je namen, a ne, vsega skupaj.